Po mojem imaš, spet nisem strokovnjak tudi za to ne, ampak po mojem imaš spektr tega. Klajme, kaj če bi ti povedal, kje si strokovnjak, pa se fokusiramo da sam. Lahko se v UX-u pogovarjam, sam to bo boring. Kaj pa si ti, Klajme, misliš o tej filozofiji od Petersona, ker se mi zdi, da bolj verjame v to, da life je suffering in to ne moreš spremeniti. Lahko pa osmisliš ta suffering z nekim meaningom, ki si ga pripišeš. Ja, to je ta Viktor Frankl, ne, ta logopedija. Ja, sem prav rekel? Logoterapija. Pa krščanstvo. Logopedija ni, to je tam. Logopedija ni, ne. Ampak logos je noter, ker logos pomeni meaning, da osmisliš trpljenje. Mislim, da je koristno, ampak jaz mislim, da Peterson, spet ugibam, ampak to, kakor se je on spustil v človeško trpljenje, ko je preberal grozote 20. stoletja, klej si je filil možgane z bad stvarmi, pol je bil pa še klinični, psihiater je bil v bistvu 15 let ali 20 let, ne? In to vidiš ti svašta tam, ne? In jaz mislim, da ni dobro na njega vplivalo to, ne? Duševno. Tako da jaz mislim, da life je sestavljen tudi iz težkih stvari in uporabno je, če najdeš meaning v temu. Ampak da pa to ti se mal, kako bi rekel, s tem hraniš ali pa ne vem, ne, to pa se mi ne zdi uporabno tokno. Ker life je ful lepa, ne? Tudi. Ja, oboje je pač. Vse, kar človeški možgani si zamislijo, to je life, ne? In je vse. Ena ful depresivna misel, ki eno intervju pravi Peterson, pravi, včasih lahko človek naredi najboljši in najboljši, še vedno ni bilo dovolj. Jaz sem bolj na tej strani. Razumem, ampak razumeš obe strani. Ja, razumem. Tudi to, kaj on govori, razumem. Ampak kaj pa bi rekel na to, recimo, kaj Jan je rekel, še enkrat poveš, včasih narediš najboljš. In včasih tudi ta najboljš ni dovolj dober. Ja, jaz verjamem, da vedno narediš najboljš. Ja. Kaj misliš o tem? Vse bolj se mi zdi, da je tle pomemben ta drugi del, da tudi, nima zdaj veze, a bi lahko naredil še boljš, ampak to, da tudi, ko si naredil najboljš, da to včasih ni bilo dovolj. Ti imaš v tistem momentu občutek, da si naredil najbolj. Pa ko gledaš nazaj, lahko pa ugotoviš, da to ni bilo najboljš. Ja, ampak sposobnost nisi imel. Si naredil najboljš možno, kar si lahko. Ja, sej. Dokaz je v tem, da si to naredil. Ja. Pač nisi mogel, ubije nekoga, ni mogel tisti trenutek narediti drugače. Dokaz je v tem, da je to naredil. Zdaj pa čas mine, pa mi rečemo, bož bi bilo, da bi nekaj drugega naredil. Ja, bož bi bilo, ampak on ni mogel. On je naredil najboljš po sposobnostih svojih, ne? To se mi zdi malo tako. Ne morem ponotraniti tega. Glik sem razmišljal, jaz sem o tej ideji razmišljal ful časa in zdaj, kad ti rečeš, valjda, zmeri v preteklosti si naredil najboljš. Ful časa sem o tem razmišljal in se strinjam in je logično. In zdaj, kad si ti to rekel, sem bil tako, kako se to sliši nekomu, ki ni o tem še ful razmišljal? Ker se sliši tako zelo wild, tako, kaj, hočeš reči, da nisi mogel ne ubiti nekoga, tako, come on. Ampak tako, ker sem jaz ful razmišljal o tem, sem se tudi v bistvu sedaj strinjal s tem. Človek pač naredi najboljš, kar je mogoče in to je včasih pod mejo, ker si upamo priznati. Seveda. Velikrat je pod mejo, ampak on v tistem trenutku svojo kompozicijo atomov je pač to bilo najboljš, kar je naredil. Mogoče celo zato, ker evolucija, ta nek drive evolucije je to, da ti ne moš ne narediti najboljš. Ne moš ne narediti. Ja, to pomeni, a je možno, da je evolucija ta force, ki te prisili v to, da ti zmeri narediš najboljš? Ja, po moje, Po moje ti ne moreš kontra sebe delati tako zelo zavestno, ne? A veš, kaj mislim? Da bi prav tako rekel,
vem, da je najboljš možno to narediti, zdaj pa jaz zanalaš drugo. Ja, sam pa ti zavrneš altruizem v bistvu s tem. Zakaj? Ja, ker rečeš, da veš, pol ne moreš neki proti sebi narediti v bistvu. Ja, se zase to delaš. Ti, ful je tanka meja, ti lahko narediš in človek marsikdaj naredi kaj proti sebi. Ja. Seveda lahko. Ampak filozofsko vprašanje je, ali bi lahko v tisti situaciji naredil boljš. In to prepričanje, ki ga ima s Klemnom, je, da vedno narediš najboljš. Da vedno narediš najboljš, možno glede na tvoje sposobnosti, preteklost, filozofijo, orodja, ki jih imaš. Ker si ne predstavljam, kako ne bi naredil najboljš. Se pravi, imel bi ekstra informacije, ki bi ti kazali v B opcijo. In ti jih zanemaraš zavestno, pa rečeš A opcija, ki je slabša. Ne, se to dela, to človek naredi. To dela, zavestno sem rekel. Primere recimo... Ti veš, da neka hrana ni, ok? Tako, točno to sem in to poješ. Ampak ni zavestno. Tukaj se pa... Zelo sem dal zavestno odločaš. Ti zavestno veš, da je nekaj slabo. Da se peleš v Meka. Ja. Vem, ampak v tistem trenutku, Andrej, kad ti naročaš, veš, da je to slabo. Ne veš. Ne, veš, ampak nisi pa, nimaš vseh informacij. Ti z enim delom možganom se odločaš. Jaz ta argument se mi zdi weak, jaz bi to dal sam na drug level. Informacije so del tega. In informacija nikoli ni zadost. Ti v tem primeru nisi imel moči, da bi to informacijo uporabil. In tukaj je ta argument. Ti si naredil najboljš in včasih si ti imel informacijo boljšo, ampak nisi imel moči v sebi, da bi znal po tej informaciji izrekti. Ti si sam drugače obrnil moč. Bom dal primer. Recimo, človek ubije človeka. In on ima informacijo, da bo to njemu povzročil. Recimo, ali pa si na javnem prostoru in ti enostavno flipneš in ubiješ nekoga. Pred vsemi. Ti imaš informacijo, da je 100% šansa, da bo šel v zapor, vse imaš informacije, ampak ti nimaš dostopa tisti moment do te informacije, ker si nezavesten. Ti si jezen. Zdaj pa, argumenta sploh še nisem povedal. Ko greš ti v McDonald's, je isto. Ti imaš informacijo, ampak nimaš dostopa ali moč. Nimaš dostopa, da boš ti obžaloval to odločitev. Ker ti z enim malim delčkom sebe se odločaš. Veš, da boš obžaloval in to narediš. Ja, to jaz naredim. To je pa definicija gluposti. Ti si gluponja, Ne, to je definicija neumnosti. Ja, sej ljudje delajo. Ker ti zavestno, ampak ti tako zavestno narediš slabo stvar za sebe. Ti si dal dober primer. Pa se tukaj ti jaz hočem povedati, da se motiš. Okay. Ne, ti si dal... Moja izkušnja je drugačna. Ne, ti si dal dober primer. Se pravi, ti vedno, čakaj samo, se pravi, ti vedno... Ok, ti nikoli nimaš tega feelinga, ok, tole zdaj bo slabo, ampak vsem bom to naredil. Ne bom ga ven zlekel. Mislim, ne. Nikoli nimaš tega feelinga. Čakaj še enkrat, ker sem se foro pripravljal, se upravičujem vsem. Slabo foro sem se pripravljal. Da še enkrat. Se pravi, nikoli nimaš občutka ali pa tega zavedanja, vsem bom naredil nekaj slabega. Čeprav vem, da bo za trenutek ampak me pol tist druga force potegne nazaj. A veš, se prav pozabim, ne? Jaz tako, fak, to bom naredil, ni bo dober, pa je tista tok močna stvar, recimo, hočem Meka. Ja. In pol nimam več tega v glavi, da bo slabo. Ti si že na drugi poti, na drugih tirnicah. Če veš, ne, ti veš pač. Ja, se spreminja, trenutek. Ti veš, eno sekundo veš nekaj, drugo sekundo ne veš več tega. Ne, jaz to ne bi strinjal. A ti imaš vse informacije, ki si jih zbral v življenju, imaš to sekundo na voljo. Se pravi, veš, kaj se kdaj ne moreš spomniti česa. Ja. A imaš to informacijo, nimaš?
Razumem ta argument, ampak to, da bi si ti rekel prej, da je to v bistvu definicija norosti, neumnosti, jaz mislim, da veliko ljudi tako operira. Ja, veliko ljudi je. Dal si super primer in v tem primeru, ko ti flipneš, ti se in flipneš. Znoriš. Ja, je v bistvu ta moment, ki te prevzame. Zgubiš kontrolo. Ja, tukaj je ta argument mogoče dober, samo se vidi, da pade v dejanjih, ki so recimo naklepen umor, ki ga nekdo pripravlja 6 mesecev. Tle on ni flipnil. Ja. On je imel informacijo, on je verjetno, vedel, ok, zapor, tako naprej. Takrat ni informacija, takrat je sposobnost, ne vem, nadziranja svojih dejanj, sposobnost. A veš, Sam veš, kaj je razlika, kle? Da je tak naklepa umor, misel, da je boljš, da naredi to, kakor da ne naredi to. Ne bo pa prišlo do situacije, to, kar on zagovarja, da bo on rekel, vem, da je boljše ubiti, vse sem dal na tehnico, ampak ne bom. To ne, ker mi sam tehtamo. Tisto, kar je jaz več... Jaz fulkrat slišim ljudi, ki rečejo, vem, da bi tako bilo boljš, ampak jaz sem pač tak. Ja. Recimo to jih slišiš. Ne, sem lej, pač jaz sem tak. Ne, priješ v firmo, lej, Pol je to laž. Ne. Ker ni dal na tehnico teže spremembe. Ne to laž. Jaz mislim, da ti narediš neko dejanje in informacija del tega. In to, veš, mogoče lahko Tonijovo filozofijo, vem, znam, zmorem. Vem je, ti imaš informacijo, zdaj ti imaš informacijo, kako v basketu zmaga tvoja ekipa, ampak to še ne pomeni, da ti zmoreš zmagati. In informacije v tem prvem levelu, v tem zadnjem zmorem, imaš pa ti skillse, reference, več nekih elementov se sestavi in včasih je informacija, nisem vedel, včasih je bilo pa nezmožnost, nisem bil, vedel sem, da bi mogel dati koš, sam nisem ga znal dati, sem probal, pa je šlo levo, desno, tako da mislim, da na koncu, da narediš pravo dejanje, je nekako več puzlov, ki se mora sestaviti. In jaz verjamem, da v preteklosti vse, kar ste naredili, so bili najboljše sestavljenke, ki si jo lahko sestavil. Vse puzle si dal na maksimalno skupaj in pa če bi ga, to je prišlo, nisi mogel boljše. Ne, se strinjam, ja. Mislim, sej ti, mi dva se dosti pogovarjala o tej svobodni volji, ne? Pa si rekel, da se strinjaš, da ni svobodne volje. Ampak jaz to vidim to debato kot to. Ja. To je čisto isto. Ja. Da se moraš odločiti, a verjameš v svobodno voljo ali ne. In to zdaj. A bi se strinjal, da je to ista debata? V bistvu je nestet v drugi, v bistvu del. Ja. Mislim, se pravi, še enkrat, če je ta človek naredil najboljš možno in nima svobodne volje, potem to drži. Ne bi mogel drugače narediti. Aha, ja, ok, to je pa nekaj drugega. A je? Lahko bi naredil boljš. Se pravi, kaj to pomeni, lahko bi naredil boljš? Ja, ne vem, lahko namesto da je ubil, da ne bi ubil, ne? Fizično je bilo mogoče. Mogoče je bilo fizično, ampak za njega v tistem času, v tistem momentu, a je bilo mogoče drugačno. Ko daš nego psiho, preteklo, vse to skupaj. Ja, takrat ne, ampak to ne spremeni dejstva, da če ti gledaš nazaj, tisto nekaj ni bilo dobro takrat, ni bilo najboljš. Ni bilo najboljš, ja. A veš, če ti gledaš v tistem momentu, bi rekel, ja, ok, je naredil najboljš, kar je bilo možno. Sam ne moramo pa reči, če gledamo za nazaj, bi pa jaz rekel, da lahko spremenimo, da rečemo, to ni bilo najboljš, da je to naredil. Dve stvari sta. Ni bilo najboljš, je ena stvar. Ja. Najboljš možno je pa druga stvar. Ja. Možno je, klej. No, ni naredil najboljš možno. Ja, za njega ni bilo možno. Okay, ni bilo pa najboljš. Ja. Tako. Je bilo pa za njega najboljš možno. Ja.
Kjer je jaki filozofi, fanti, to je pa noro. Dejte Žižko. Dejte Žižko to poslati, da vidi. Mogoče pa slovenske filozofije. Po mojem se mi toliko basic pogovarjamo, tako če greš, a veš, na neko... A veš, kako se odloča sistem, pa to je po mojem tako zelo basic. Ne, fora je tem, da mi se pogovarjamo tako v vseh temah. Ja. In katerikoli ekspert v katerikoli izmed teh tem, ko to posluša, je to za njega tako, osnovnošolci se pogovarjajo o tem. Res je.